Ob spomeniku svobodi in miru na Poljani pričenjamo slavnostno proslavo ob 77. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne na slovenskih in evropskih tleh. Pred 2 letoma nam zaradi pojava korone ter sprejetih zaščitnih ukrepov NIJZ ni bila dana možnost, da bi svečano praznovali 75. obletnico svobode in zmage nad nacifašizmom v večjem številu. Zato smo se bolj množično tukaj srečali danes. Pozdravljamo vse prisotne, ki prihajate z Koroške, iz različnih predelov Slovenije, iz Avstrije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine in Črne gore. Na prizorišče so že prišli častni gostje, ki jih še posebej pozdravljamo. Predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, tovariša Marjana Križmana. Predsednika Zveze antifašističnih borcev in antifašistov Hrvaške, tovariša Franja Habulina. Predsednika Zveze borcev NOB Srbije, generalmajorja Vidoslava Kovačevića. Predsednika Zveze antifašistov in borcev NOB Bosne in Hercegovine, tovariša Sejada Đulića. Predsednika Zveze združenj borcev NOB in antifašistov Črne gore, tovariša Zufdija Hodžića. Predsednika Zveze združenj borcev NOB Severne Makedonije, tovariša Borka Zafirovskega. Slednji se je opravičil in poslal pozdravno pismo. Lepo pozdravljamo tudi predsednika pokrajinskega sveta Zveze borcev Koroške, tovariša Stanislava Ovniča. Lepo pozdravljamo župane koroških občin, poslance v Državnem zboru Republike Slovenije. Pozdravljamo predstavnike Zveze koroških partizanov. Poseben pozdrav velja vsem borcem in borkam NOB. Danes je tukaj z nami partizanka Valerija Skrinjar Tvrs. Z nami je partizan in general Lado Kocjan. Pozdravljamo tudi še živečega udeleženca Igmanskega marša, tovariša Albina Pibernika. Lepo pozdravljamo tudi vse prisotne predstavnike Koordinacije domoljubnih in veteranskih organizacij Slovenije. Z nami pa so tudi pohodniki 27. spominskega pohoda Svobodi in miru iz krajevne skupnosti Holmec in pohodniki že 6. pohoda Svobodi in miru iz Mislinje in Slovenj Gradca, ki so na pot krenili že ob polnoči. Pozdravljeni. Spoštovani, na prizorišče pri spomeniku Svobodi in miru prihajajo praporščaki.
Častna straža, mirno! Častno, zdrav! Na mesto zmor. V spomin na vse padle med drugo svetovno vojno bodo delegacije k spomeniku svobodi in miru ob 77. obletnici zadnjih bojev in zmage v drugi svetovni vojni položile vence. Prvi bo venec položil predsednik Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije Marjan Križman skupaj z vsemi predsedniki borčevskih in antifašističnih organizacij republik nekdanje Jugoslavije. Venec k spomeniku svobodi in miru bodo položili županji in župani koroških občin. Venec k spomeniku svobodi in miru bo položila delegacija pokrajinskega sveta Zveze borcev NOB Koroške, Združenja borcev NOB Mežiške doline in veteranov 91. Venec k spomeniku bodo položili predstavniki Zveze koroških partizanov.
Venec k spomeniku svobodi in miru bodo položili predstavniki Zveze antifašistov iz Tešnja v Bosni in Hercegovini. Spoštovani, z minuto molka se poklonimo spominu vseh žrtev med drugo svetovno vojno, padlim za svobodo. Zdrav! Slava njihovemu spominu. Mirno! Nogi! Na mesto! Mor! Spoštovani, z prizorišča odhaja garda Slovenske vojske. Častna straža! Mirno! Nož! Snem! Na desno! Ramo! Zavodni korak na prej! K pozdravnemu nagovoru pa zdaj vabimo župana občine gostiteljice, občine Prevalje, dr. Matica Tasića. Spoštovani borci, veterani vojne za Slovenijo, spoštovani gostje, lepo pozdravljeni na tem vsakoletnem srečanju na kraju zgodovinskega spomina zadnjih dogodkov druge svetovne vojne. V spomin in opomin nikoli več vojne. Pa vendarle smo na evropskih tleh zopet priča vojnim grozotam iz časov fašizma in nacizma, in to strani vodstva tistega naroda, ki je bil leta 1945 na zmagoviti strani boja s fašizmom in nacizmom. Kot da so nekateri v trenutku pozabili na zgodovino in grozote tistega časa. Zato trpi ukrajinski narod in posredno vsi narodi tega sveta. To je tudi dokaz, da mir ni trajna dobrina sam po sebi. Za mir se je treba ves čas boriti, ampak z roko v roki, ne eden proti drugemu, ampak drug z drugim. Zato raje, spoštovani, stisnimo roke drug drugemu, z dobroto v mislih in srcih gradimo našo lepšo in boljšo prihodnost. Prihodnost v miru, spravi, sodelovanju, spoštovanju, različnosti in sožitju. Vsem skupaj želim danes lep dan tukaj na Prevaljah, na Poljani, na kraju zgodovinskega spomina. Hvala. Hvala lepa županu, dr. Tasiću. K besedi pa zdaj vabimo slavnostnega govornika današnje slovesnosti ob 77. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne, predsednika Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije, tovariša Marjana Križmana.
Hvala. Dober dan. Kako lepo, da smo spet vsi skupaj v svobodi. V kratkem obdobju smo se rešili 2 virusov. To zmore samo narod, ki ima spomin, ki ima spoštovanje do domoljubja, ki je povezan in ki zna stopiti skupaj takrat, ko je to treba. Sedaj pa bom prebral svoj govor. Tovarišice in tovariši, spoštovani prisotni, pozdravljam vas v imenu Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije in v svojem imenu. Veseli me, da ste se zbrali v tako velikem številu in s tem izkazali poklon partizanskim žrtvam, ki so padle v boju za svobodo, ko so izdajalci skupaj z nemško armado bežali skozi te kraje, da bi se predali Angležem in se izognili kazni za grozote, ki so jih počeli nad lastnim narodom, kot zapriseženi SS vojaki nemškega rajha. Z velikim veseljem pozdravljam še živeče borce, vse prisotne župane, naše drage goste, predstavnike borčevskih in antifašističnih organizacij iz Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine ter Črne Gore. Pozdravljeni tovariši in dobrodošli v Sloveniji, dobrodošli na zadnjem bojišču druge svetovne vojne, kjer so skupaj za svobodo in nov svet krvaveli bratski narodi Jugoslavije. Vaša prisotnost potrjuje, da le združeni lahko ohranimo vrednote narodno-osvobodilnega boja, vrednote, na katerih temelji današnja Evropa in ves svoboden svet, ki je v drugi svetovni vojni plačal izjemno visok krvi davek. Pozdravljam praporščake, ki svojimi prapori simbolizirajo partizanske bojne enote. Prišli ste iz različnih predelov Slovenije. Hvala vam in moje spoštovanje do vas, dragi praporščaki. Tovarišice in tovariši, tudi tu na Poljani, na prizorišču zadnje bitke se je pisala prelomna zgodovina, kjer je razpuščena kolaborantska vojska ali bolje rečeno banda izdajalcev skupaj s svojimi zaščitniki Nemci po 9. maju 1945. Nadaljevala bratomorno vojno in bežala pred zaslužno kaznijo. Predati so se, kot že rečeno, želeli Angležem. Seveda, saj niso ubijali in požigali po Angliji, to so počeli tu doma, svojemu narodu. Seveda je bil strah pred partizani, pred svobodo in roko pravice zelo velik in imeli so močne razloge za histerično upiranje ter beg v Avstrijo. A kaj kmalu se je pokazalo, da narodnih izdajalcev nihče ne mara, še več. Vrnjeni so bili tja, od koder so bežali in kjer so jih poznali. Dovolite mi, da navedem nekaj zgodovinskih dejstev tistega časa, ko so povsod po Evropi slavili zmago nad fašizmom in nacizmom, tu na Poljani pa se je vojna odvijala v polnem razmahu še po uradni kapitulaciji in padlo je veliko nepotrebnih žrtev. Nacistična Nemčija je bila premagana in ponižana z dvojnim podpisom brezpogojne kapitulacije. Zmagovalci so se počasi vračali domov, poraženci pa so sklonjenih glav korakali v ujetništvo. Na Poljani in njenem širšem območju so čez 14. maja 1945 številčno močne enote sestavljene iz ustaških, četniških in domobranskih enot so se približevale položajem jugoslovanske armade tu, prav tu na tem prizorišču in zahtevale prost prehod na zahod.
Ker so partizanske enote zahtevo zavrnile in pozvale k predaji, je izbruhnil spopad, ki se je zavlekel v noč. Naslednjo jutro je na bojišče prispelo 20 britanskih tankov. Sledila je prekinitev ognja in ostra pogajanja. Britanci o sprejetju vdaji in zaščiti kolaborantov niso želeli slišati ničesar in so zahtevali, da se Nemci in vsi njihovi zavezniki vdajo jugoslovanski armadi. Ob 16. uri 15. maja 1945 so dvignili belo zastavo. V zadnji bitki na jugoslovanskih tleh je padlo 100 pripadnikov jugoslovanske armade ter približno 310 na strani Nemcev in njihovih domačih zaveznikov. Še 250 pa je bilo ranjenih. Vse skupine pri Dravogradu, okoli 20 tisoč ustašov in četnikov ter 4 tisoč beguncev so prišli v ujetništvo. Ostala je samo še ustaško-četniška skupina, ki se je skušala prek Pliberka prebiti v Celovec. Ta skupina se je vdala 15. maja zvečer, ko so na njo pritisnile enote 3. jugoslovanske armade. Zajeli so približno 30 tisoč kolaborantov, med njimi tudi 12 generalov, četniški štab ter tudi 20 tisoč beguncev. Poveljnik 3. armade Kosta Nač je na to Titu sporočil, da se je pred jugoslovansko armado prenehal vsakršen organizirani sovražnikov odpor. V poslednjem vojnem sporočilu je generalštab jugoslovanske armade 16. maja obvestil jugoslovansko in svetovno javnost, da se je v Jugoslaviji končala vojna. S tem se je na jutrišnji dan pred 77 leti končala druga svetovna vojna v Evropi. Tovarišice in tovariši, danes nekateri poskušajo za vsako ceno spremeniti zgodovinska dejstva ter kolaborante proglasiti za zmagovalce druge svetovne vojne, partizane pa zbrisati in ustvariti vtis, da so bili domobranci narodna vojska, ki se je borila za svobodno Slovenijo. Kakšna ironija, še več, aktualni predsednik vlade, ki se mu vsled naše odločnosti na volitvah mandat v kratkem izteče, je skupaj s podpredsednikom države Borutom Pahorjem poskušal ustvariti nova zgodovinska dejstva, ki naj bi se odvila na Mali gori, ker naj bi prišlo 13. maja 1941 do prvega upora proti okupatorju, kar pa je zgodovinska netočnost ali bolje rečeno laž. Ob tem pa je v državnem zboru potekala razprava o novem prazniku upora proti okupatorju, ki ga je mimogrede vložil Zmago Jelinčič Plemeniti. Kaj je tu plemenitega, boste sami presodite. In to naj bi bil 13. maj. Po naši intervenciji v poslanskih skupinah leve sredine je predlog na odboru za delo, družino in socialne zadeve padel. Osvobodilna fronta slovenskega naroda ostaja, Janez Janša pa odhaja. Kdor drugim jamo koplje, sam vanjo pade, pravi star pregovor. Našemu praporu niso dovolili na državno proslavo, zato se tudi sam te proslave nisem udeležil. Znatno so nam zmanjšali finančna sredstva za redno dejavnost zveze, v pričakovanju, da se bomo pobili med seboj, ko bo zmanjkalo denarja. Ne, gospodje, v odhajanju. Tega veselja ne boste doživeli. Nam so primarne vrednote narodno-osvobodilnega boja in tudi danes tu na Poljani jih udejanjamo. Da o poskusu rehabilitacije domobranca generala Leona Rupnika, pravzaprav mu je že kralj vzel generalski čin, ker je bil izdajalec, niti ne govorim. Mi ne potrebujemo vzorca Orbanovega avtokratskega vladanja, solzivca vodnega topa, policistov v oklepih in policijskih psov, represije, ker javno izražamo svoje mnenje ali zgolj beremo ustavo, jemo sendvič, vozimo kolo in tako dalje.
To, kar mu zdaj povedal, sem že nekajkrat ponovil, ampak je zelo dober citat Ive Andrića, tistega, ki je napisal Most na reki Drini. Če bi ljudje vedeli, kako malo uma vlada svetu, bi umrli od strahu. No, mi nismo umrli od strahu. Smo pa šli na volitve in obrnili stran zgodovine slovenskega naroda. Dobili bomo novo vlado, ki bo demokratična in s človeškim obrazom, ki bo spoštovala človekove pravice, civilno družbo, dopustila proteste in javna izražanja mnenj državljanom. V to verjamemo, zato smo jo podprli, da bo spoštovala vrednote narodno-osvobodilnega boja, v šolski kurikulum unesla polpreteklo zgodovino narodno-osvobodilnega boja in partizanski boj kot podstat samostojne Republike Slovenije. Želja in potreb je še veliko. Ker bodoča vlada napoveduje 2 mandata, bo časa za spremembe dovolj. Želimo ji uspešno delo in čim manj presenečen predhodnika ali po domače okostnjakov iz omar. Letos slavimo 100. obletnico rojstva pesnika Karla Destovnika Kajuha, partizana, ki je v svojem kratkem, a plodnem življenju ustvaril čudovito pesniško zbirko, ki je bila napisana med vojno vihro, ki ji daje še poseben pomen, saj govori o kulturi v narodnoosvobodilnem boju, tudi z dramsko skupino, ki jo je Kajuh vodil. Aprila smo v Velenju na dostojen način in ponosno že pripravili proslavo o življenju in delu Karla Destovnika Kajuha. Tovarišice in tovariši, dragi gostje, želim vam prijetno druženje v nadaljevanju današnjega dne in še enkrat hvala za vašo prisotnost, s katero potrjujete naše prijateljske in tovariške vezi ter ohranjanje živega spomina na veličasten partizanski boj od Vardara do Triglava. Srečno in smrt fašizmu! Hvala lepa predsedniku, tovarišu Križmanu. Spoštovani, zdaj pa pospremimo odhod praporščakov pod vodstvom Jožeta Temnikarja s prizorišča. Mirno, na levi, hop. Hodi korakom, naprej.
Letos praznujemo 100. obletnico rojstva partizanskega pesnika Karla Destovnika Kajuha, ki se je proslavil s partizanskimi, domoljubnimi in ljubezenskimi pesmimi. Zveza Združenj borcev za vrednote NOB Slovenije je letošnje leto poimenovala Kajuhovo leto. Zato bodo oziroma so Kajuh in njegove pesmi rdeča nit vseh letošnjih borčevskih spominskih slovesnosti. Kajuhove pesmi nam bosta zdaj recitirala dijak gimnazije Ravne na Koroškem Žiga Kristjan Žigon in Sašo Potočnik, član gledališkega krožka mladih pri DPD Svoboda Črna na Koroškem. Nisem te poznal in vendar sem dobro te poznal. Tovariš, ki si v partizanih pal. Ne vem, če sive si imel oči, ne vem, če trde, hrapave dlani. A vendar sem natanko te poznal, ker si življenje za življenje dal. Nisem te poznal in vendar sem dobro te poznal. Tovariš, ki v zidu klecnil si krval. Ne vem, če tvoja mati še živi, ne vem, če ljubico imel si ti, a vendar sem natanko te poznal, ker si s krvjo nam pot zaznamoval. Nisem te poznal in vendar sem dobro te poznal. Tovariš, ki si na istoku pal. Ne vem, če visoke si bil rasti, ne vem, če sibirske si strani, a vendar sem natanko te poznal, ker si v armadi rdeči pal. Poznal sem vas, tovariši, prav vse sem vas poznal. Vsakogar, ki je v naših vrstah stal, vsakogar, ki s krvjo je svoja znamenja klesal, znamenja, ki jih bo vsak iskal, znamenja, ki se njih bo naš korak ravnal. Čeprav še huje bi vihar divjal. Samo en cvet, en češnjev cvet odlomi moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumbico sidel. Odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet, trpi v pomladi tej. In glej, ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni in pogled. Samo en bel, en češnjev cvet odlomi moja draga. Saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga. Še veš, ko si prinesla mi jasmin in rekel sem, to cvet je bolečin. A ti, kot da bi mi verjela, si moje roke v svoje vzela, ter plaho, plaho zadrhtela. Potem si k meni se sklonila in kot slovo me poljubila. Kako si prav tedaj slutila? Zdaj čakaš, da rešetka me vsak dan. Kdaj tvojo denem svojo dlan, kot takrat, ko je cvel jasmin, le brez strahu in bolečin. Kje si, mati? Veš, mama, rad bi ti napisal pismo. Poslal bi rad vsaj kak pozdrav. Že dolgo je, odkar več skupaj nismo, da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav.
A kam naj pišem? Ste doma ostali? Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj ste boje? So te kam pregnali? Te v Šleziji morda je glad izžel. Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj. Povsod je s tabo moj pozdrav. In kjer sem jaz, si tudi ti z menoj. Zato ne misli, da sem sam ostal. Morda nikoli več ne bova zrla si v obraz, vendar nikdar ne bom pozabil nate. A želel bi, da ne utihne prej mi glas, dokler ti ne porečem. Glej, ta svet je tudi zate. Hvala lepa recitatorjema Žigi Kristjanu Žigonu in Sašu Potočniku, ki sta nam recitirala Kajuhove pesmi. Že vrsto let pa nas tukaj na Poljani vselej z isto pesmijo pozdravita tovarišici Anita in Suzana. In tudi tokrat ob 77. obletnici zadnjih bojev bomo radi prisluhnili pesmi Počiva jezero v tihoti. Počiva jezero tihoti in listje rahlo mi šumi. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molče stoji. Ob jezeru v temni noči mlad partizan molče stoji. Obljubo deklica je dala, da bo čakala tisti dan, ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. Ko bo svoboda zasijala, ko se povrne partizan. A partizan priseže sveto, da hrabro bude se boril, da preko mline eno leto bo narod svoj osvobodil, da preko mline eno leto bo narod svoj osvobodil. Ko drugo leto borbe mine, prejela draga pisemce, da partizanu vrh planine prebila krogla je srce. Da partizanu vrh planine prebila krogla je srce. Počiva jezero ti
listje rahlo mi šumi na dnu samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi na dnu samotnega jezera, dekle nesrečno mirno spi. Spoštovane in spoštovani, dragi tovarišice in tovariši, pred nami je sklepno dejanje slovesnosti ob 77. obletnici zadnjih bojev druge svetovne vojne. Z tega mesta iskrena zahvala vsem, ki ste sodelovali pri pripravi slovesnosti. Organizatorji slovesnosti so bili Zveza združenj borcev za vrednote NOB Slovenije, Združenje borcev za vrednote NOB Mežiške doline in Koroške občine. Za zaključek pa sledi nastop legendarnega tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič. Tržaški partizanski pevski zbor je bil ustanovljen leta 1972 v Bazovici pri Trstu. Do pred nekaj leti ga je vodil priznani glasbenik in ustanovitelj zbora Oskar Kjuder, potem pa je krmilo zbora prevzela pevovodkinja Pia Cah.
Zbor šteje približno 60 članov, repertoar pa obsega revolucionarne, delavske in narodne pesmi, ki jih izvajajo v različnih jezikih. Izbor pesmi še danes, kot v preteklosti, izpričuje željo po svobodi, pravičnosti in miru. Zbor je glasnik narodno-osvobodilnega boja proti fašističnemu okupatorju in nasilju. Torej, lepo vabljeni, da se prepustite glasbi, pravzaprav mini koncertu tržaškega partizanskega pevskega zbora Pinko Tomažič, zborovodkinjo Pio Cah. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči in vendar ga nikoli ne uniči. Nikoli in nikdar. Tako pa še živimo, čeprav nas je milijon samo, zdahnili bi, da ne trpimo, z uporno, dvignjeno glavo. Slovenskih domov. Hej, mašinca, zahodi naj odmeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov. Hej, mašinca, zahodi naj odmeva, posodi naš pozdrav i svobodni gozdov. Kjer so meje pregrade za slovenske brigade, ni za nas in pregrad in ne mež.
Ta pesem bo pesem poštenja in dela, življenja in smrti, strahu in junaštva, pesem ljubezni in pesem sovraštva. Ta pesem bo pesem milijonov, ta pesem bo boj, zato ker je vzrasla iz moje krvi, zato ker je vzrasla iz mrtvih kosti. Moja pesem ni le moja pesem, to je krik vseh nas. Moja pesem ni le moja pesem, to je boj vseh nas. Postoji popotnik, o pozabljenem pomniku tistih, ki so dali življenje za to, da lahko zdaj tod mirno hodiš. Zapomni si njegovo in njeno ime, popotnik. Lahko bi bilo tvoje. Visoka je planina, nebo izdan
Mama. Mama. Pošiljam ti pozdrav. Pod bukvo grapi ležim. In mi je prav. Med korenine sem ujet in čakam, da zasine žarko jutro čez moj temni dom. Sapi, ki jih tisko suhe veje nad grobovi, sem naročil, naj te potolaži. Saj nisem sam. Z menoj na mrtvi straži so še drugi fantje. Kot sinovi istega očeta smo. Ko se zmrači, zapojemo skozi prst o domovini in pojemo, dokler se petelini ne uglase in k jutru zazvoni. Ne skrbi. Jaz sem zadovoljen. Naložili so čez me listja in zrahljali z glavje tovariši in so odšli. Ostal je z mano le še križ, ki so ga zbili iz vej, in pesem, ki so z mano v grob jo dali. To pesem pojemo. In o dekletih, saj smo še vsi mladi in v tistih letih, ko v srcu preveč vre, da bi molčali. Pa z Bogom. In nikar preveč ne joči, mama. Veš, tvoja bol bi me preveč težila in tiho srečo v grobu bi kalila, neznosna misel, da si sama, sama. Na kordonu grob do groba traži majka sina svoga. Našla ga je na grob klekla i ovako sinu rekla. Našla ga je na grob klekla i ovako sinu rekla. Moj sine, radost moja, gdje počiva mladost tvoja. O, moj sine, radost tvoja, gdje počiva mladost tvoja. Otac plače, majka cvili, otvori se grobe mili. Otac plače, majka cvili, otvori se grobe mili. Grobak se je otvorio, sinak majci govorio. Grobak se je otvorio, sinak majci govorio. Ne plač, milo majko moja, teška mi je suza tvoja.
negocemna zemlja moja. Majko domu svome, ne dolazi grobu mome. Ajde, majko domu svome, ne dolazi grobu Kdo je tisti, ki se nam upa jemati ponos? Ponos je naše življenje. Zato se zbudi, ne le spomin, ampak kal v naših genih. Zato ne bojte se, ljudje, strasti, ljubezni in pesmi nam nihče ne more vzeti. Če so nam že vzeli svobodo, nam pesmi ne morejo vzeti. Če več zatirjali nas bodo, več bomo morali pet. Pinko Tomažič. Komaj so se rane zarasle, komaj so trte usvetele, pobočja akacij vinogradov, komaj so zbrsteli gozdovi in meje in ozeleneli kostanji in trave. Je že nekdo s to črno in zasmehljivo barvo slonel na tej zemlji, da bi si jo prisvojil, da bi jo s puško in terorjem zaznamoval in jo naredil svojo last.
Ta črna barva dučeja, ti okovi, to slepo ječanje prinaša novo usodo, ki jo bomo odpečatili, če tudi s krvjo, če tudi solzami. Pravim ti, brat, bodi močan, delaj, delaj in te ne more uničiti. Delaj in stremi za tem, uresničiti jasno resnico najglobljih spoznanj. A sedaj je treba borbe v nas, svete borbe, brez strahu. Treba, da spoznamo svoj obraz in da izpovemo, mi smo tu, mi smo tu. Treba je vedeti in nikoli pozabiti, da so odločitve in odločitve. In da je težko dati življenje za tako abstraktno stvar, kot je domovina, država, narod. In da so to nekateri storili brez pomišljanja in z odprtim srcem. To je treba vedeti in nikdar pozabiti. Pesem borbi zmage preko Majgora.
Zaprovi pesem divizije 14. vse. Poreči Tomčiča, Dušence, Janu Bračiča, po vsej slovenski zemlji in prehani in srca. V Borgo 14 na Juriš, naj se razlega presveta. Dignimo puške in naprej junaštvo, si za komandanta v boj naprej. V Borgo 14 na Juriš, naj se razlega presveta. Dignimo puške in naprej junaštvo, si za komandanta v boj naprej. Ko domovina stane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V Borgo 14 na Juriš, naj se razlega presvetla. Dignimo puške in naprej junaštvo, si za komandanta v boj naprej. V Borgo 14 na Juriš, naj se razlega presvetla. Dignimo puške in naprej junaštvo, si za komandanta v boj naprej. Spoštovane tovarišice in tovariši, spoštovani zbor. Čast in ponos nam ne dovoljujeta, da bi posegali v programske sheme kulturnih programov, mi pa ne bi srce in tovarištvo nikoli oprostilo, če ne bi predal priznanja našemu tovarišu iz bratske nam Republike Bosne in Hercegovine. Zato prosim generala Ibrahima Durmo, da se mi pridruži tule pri meni in da mu predam priznanje. Zveza slovenskih častnikov spoštuje vso zagnanost, vso srčnost, ki jo izkazujejo naši tovariši širom naše domovine, tudi širom bivših bratskih republik. Lahko rečem, da spoštujemo vse, ki cenijo vrednote narodno-osvobodilnega boja in vseh svobodoljubnih in uporniških misli v Evropi. S tem namenom je lansko leto, konec leta, predsedstvo Zveze slovenskih častnikov sprejelo sklep, da se tovarišu generalu Ibrahimu Durmi iz Sarajeva podeli častni znak za sodelovanje Zveze slovenskih častnikov s poimenovanjem za prispevek pri izvedbi mednarodnih dejavnosti Območnega združenja slovenskih častnikov Laško in Splošno združenje slovenskih častnikov. In z najglobjim zahvalnim korakom tovariš Durmo tako še naprej.